smo v galeriji Škuc, kjer stoji drugi del projekta False Magic, spravi tukaj je False Magic 3, v galeriji Alcatraz je False Magic 9. V bistvu projekt je bil v nastajanju kar 3 leta že zdaj, no, ampak je kulmuliralo na koncu v to razstavo v 2 sklopih, se pravi, no. Sama tema razstave je obsesivno-kompulzivna motnja. Se mi je zdela, v bistvu iz 2 vidikov sem se odločil za to. Prvič zato, ker je obsesivno-kompulzivna motnja stvar, s katero živim že celo življenje praktično. V bistvu pri mojem že v ustvarjanju ta motnja se je zmeraj nekako priplazila v bistvu, ja, kot nek zelo moteč element v moje ustvarjanje. Pač že sama ta ritualizacija, pa vseljive misli, ki so pač ključne komponente obsesivno-kompulzivne motnje, so zelo hitro zelo moteč dejavnik postanejo pri ustvarjanju, ne. Se mi je zdelo zaradi tega, da je mogoče čas, da se posvetim čisto konceptualno 100%. Druga stvar je bila pa ta, da ja, kot družba pač pri nas je ta stvar zelo nepoznana. Ja, če je že kaj, je nek simpatičen lik v kakšnem filmu, ki je malo zmeden, pa malo obseden z redom, tako, pač ja, realnost je zelo drugačna, ne. Mislim, lahko absolutno uniči življenje človeku, tako da se mi je zdelo, da pomembno, da ne zdaj v smislu, da probam zdaj tle poučevati publiko ali nekaj, ampak mogoče nekako odprti to temo še z enega drugega vidika, da ni samo s psihološkega. V bistvu obsesivno-kompulzivna motnja je duševna motnja, ki je kakor nek cikel, ki je sestavljen iz 4 elementov. Če povzamemo, je obsesija, se pravi neka vsiljiva misel, potem ji sledi anksioznost, strah, tesnoba, ki je reakcija na to misel, potem sledi ritualizacija, kompulzija, in temu sledi začasen oddih, ki je v bistvu začasen in samo tudi v bistvu sklenjen krog začaran, ne. Niso si čisto na jasnem, kaj je sploh povzročitelj, pač več različnih teorij, od nekih bakterioloških okužb v otroštvu, pa da se potem to razvije, do nekih genov, da je pač dedna stvar. V bistvu je kar nek kratki stik, ker grejo misli, ki so čist nestrašljive, kako grejo v bistvu skozi center za paniko, kako bi rekel, ne. Tako da je tudi zanimivo gledati, ko so delali skene z ljudmi, pa je recimo pri ljudeh z depresijo, je videti, da je pač ja, ta obarvana območja, ne, so zelo pomanjšana, se pravi, kakor neka zmanjšano delovanje možganov, ampak samo, ne. Pri obsesivni-kompulzivni motnji je pa pobarvano povsod, ne. Se pravi, v bistvu, ja, kakor nek ognjemet v glavi, ali kako bi rekel, ne. V bistvu se mi zdi, je bilo tudi čist zame, ker v bistvu cel projekt posvetiti temu. Nisem hotel, da izpade razstava, da je avtobiografska. Je pa še zmeraj izhajam seveda iz svojih izkušenj, pač objektivnosti ni. Nisem pa hotel narediti zdaj razstave Jaka Vatovec, Bogi, ima obsesivno-kompulzivno motnjo. Ampak je pa, ja, sem tako, no, potem, ko so bile obe galeriji v bistvu postavljene postavitve, sem imel kar tako občutek, da bi bil razgaljen v bistvu, ne. Kljub temu, da je toliko zabstrahirano vse, ne. Zabstrahirano pa, ja, metafora je zelo močen element v mojem delu. Je še zmeraj v bistvu, ja, so stvari, ki so, ja, zelo intimne, no. Nisem hotel narediti preveč ilustrativne razstave, da bi bila pač na prvo žogo, ne, sem hotel, da je še zmeraj odprta in toliko interpretacij, pa da lahko pač vsak, ki pride, ne, da lahko nekako se poveže z deli na tak ali pa drugačen način, ne. Da ni zdaj to izključujoča razstava samo za ljudi, ki imamo obsesivno-kompulzivno motnjo, ne. Naslov False Magic
Hotel sem v bistvu že od začetka sem hotel imeti nek kratek naslov, no pa sem dobil idejo, da bi bila 3 pa 9, ker je pač v moji osebni izkušnji številka 3 in število 9 so zelo pomembne. Ne? Recimo, ko sem bil majhen, sem uničil vse štekarje doma, ker sem mogel 3x po 90 ugasniti luč, recimo. Ne? Tako da 3 pa 9 sta zelo močen element. Tako da tudi recimo v False Magicu videu so ti piski ne konstantno, ampak so vsake toliko se pojavljajo po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, recimo. Ne? Tudi, ko se pol ti imidži menjajo. Ne? False Magic je pa zaradi tega, ker je sama ta ritualizacija pri obsesivno-kompulzivni motnji v bistvu nima nobenega efekta, razen te začasne odrešitve. Ne? Hkrati naredi pa samo večjo škodo, pač, ne? Ker se samo zacikla še ta. Zato je False Magic, ker je pač, zelo magično mišljenje. Pač, ne vem, če dam en zelo banalen primer, če ne bom 3x ugasnil luči, se bo prijatelj zaletel z avtom, pa bo umrl. Tako da sem iz tega pol. Na prvi pogled definitivno deluje kot vreževerje. Je pa sama mehanika od zadaj je pa malo drugačna. Ne? Kar se medijev tiče, je precej raznolika razstava. Vse slike so olje na platnu, potem imam sitotisk na vrečke za smeti, to so tukaj od zadaj. Potem je kratki videi, ki so na tablicah. Potem je v bistvu v vsaki galeriji tudi en večji video, mislim, tudi mali so v obeh. V bistvu dva daljša videa, okoli 6 minut oba, ki sta sestavljena, pač stil image videa, sestavljene z analognih fotografij, za katere sem tudi zvok naredil sam. Potem so še risbe, tuš na papirju in prostorska inštalacija, tudi v Alcatrazu. Stenske poslikave so tudi. Fotokopija. Fotokopija je kar pogost likovni izraz, če rečem, pri sebi, pač kot medij. Me zelo zanima že zelo dolgo. Pač ena stvar je zato, ker sem zrastel nekako s tem, sploh pač preko punka in heavy metala in vseh teh demo kaset in celega pač DIY undergrounda in tega, tako da že sam te fotokopirane naslovnice za kasete in vsi ti dizajni, pač imam navezavo neko emocionalno že na to. Hkrati je pa mi je zanimiv medij, ker je v bistvu, si konstantno v nekem dialogu z mašino, ki te ne posluša zares najbolj. Pač fotokopirni stroj je zelo po svoje dela stvari. Ne? Če hočeš nekaj zelo striktnega pa perfektnega, ne boš dolgo nikakor. Ne? Ker se pojavlja sploh potem, ko povečuješ pa pomanjšuješ, pa ko tolikrat prekopiraš en in isti imidž, se pojavijo te distorzije in čist po svoje naredi včasih stvari, kar mi je ful zanimivo. Tudi se mi je zdela fajn metafora tudi v kontekstu obsesivno-kompulzivne motnje, ki je pač ta konstanten občutek, da moraš kontrolirati nekaj, na čemer nimaš kontrole zares. Ne? Ti 3 krajši videi, ki so na tablicah, so v bistvu čist spontani videi, ne načrtovani. Vsi so posneti s telefonom, pač ko sem bil na sprehodih od zunih ali karkoli. No. Pač vsi so neki momenti, ki so se mi zdeli, da je nekaj čudnega pri njih, ne? Da imajo neko subtilno, kako bi rekel, neko bizarnost, pa nekako nakazuje mogoče to neko repeticijo, sploh na neko motnjo, no? Neko motenje konstantno. Recimo tukaj je en pokrov od elektronapeljave na tleh, pa je malo slabo pretrjen pokrov, pa v bistvu vsak avto, ko gre mimo, naredi tadem. Ne? Tako da se mi je zdelo pač tukaj že čisto samo po sebi, ker je tudi pri moji osebni izkušnji z obsesivno-kompulzivno motnjo pač štetje
Zmeraj imelo zelo veliko težo, tako da pač tolikrat po tolikrat prešteti tu, pa tolikrat narediti tu, pa 3x po 9, to pa to. Potem ta drugi je v bistvu samo nek čuden izpad elektrike na moji ulici, pa zvečer sem hodil in je pač javna razsvetljava začela utripati, tako da se mi je zdelo tudi neka zanimiva asociacija pač na kakor neko nepravilno delujoče vezje električno, pa spet neka motnja, neko utripanje, pa mogoče kar neke misli, neke stvari, ki se na hitro pojavljajo. Potem je pa še ta zadnja tukaj, je pa posnetek, v bistvu je bil v enemu lokalu v Postojni, sva šla s prijateljem na kavo in so imeli, to je bilo lih za praznike, za Božič, so imeli v bistvu kamin na pač nekemu velikemu LCD televizorju in gor je bil predvajan posnetek kamina, na ognju. Pač že prvo kot prvo, ful visoko postavljen ekran, pa neka taka bizarnost, pa še v bistvu je tako, da pol, ko sem s telefonom tu posnel, je zaradi kota v bistvu ogenj rata moder, pomaž pa še od zadaj, mislim, da lih nek tip se reži konstantno in pol tu na tem lupu, tako da se mi je zdelo pač ta zanimivo. Se mi zdi, da povsod čez razstavo, da je videti, da je kar močno prisotna risba, ta moment poteze, a je pa sama linija je precej nekontrolirana na nek način. Tudi pri tekstovnih delih slike v Alcatrazu recimo, so tudi že na vodstvu se je nekdo obregnil, da če je to zanalašč, pa je prvo kot prvo precej grdo pisavo, druga je pa, da je pa že sama linija po sebi moja precej taka polomljena. Tako da, itak pol mi zdi sovpade skupaj lepo samim konceptom razstave. Predvsem tudi da to neko nervozo živčnost mi zdi boljš prikaže. Že ko smo se dogovarjali za razstavo, sem že zelo zgodaj se odločil, da bo tle ta nek črn osrednji del. Da bi bil nek, kako bi rekel, nek mogoče atmosferičen prostorski element sami razstavi. To idejo, da v bistvu ta širjenje te plesni, v bistvu sem mogoče kakor nek prostor, ki nekako s tem, ki se širi v ostale prostore, v galeriji nekako tudi poveže vse skupaj, pa mogoče malo prebije to neko, kako bi rekel, neko začrtano pot ogleda same razstave, mogoče malo zmoti na en način. Zato, ker sem tudi že v bistvu nekako na začetku vedel, da bo notri ta serija teh malih slik, so v bistvu vse mičkane oljne slike, tu je serija v nastajanju, ko se imenuje Tumb. Hotel sem v bistvu narediti nek element neke grobnice. V bistvu so tudi elementi, pač motivi na vseh ta malih slikcah. So neki detajli z nekih starih sarkofagov, pa sveče, pa v bistvu te nagrobne skulpture, ki so bile na teh starih grobnicah včasih, so v bistvu te podobe v bistvu umrlega izklesane. Izhajal sem pa iz tega, da je spet kot nek prikaz v bistvu dajanja neke legitimizacije tem vsiljivim mislim, ki so same po sebi v bistvu čisto nepomembne, in bi jih pač mogel samo odmisliti, pol pa s tem, ki jih daš, v bistvu, ko se sklene ta krog, ko odreagiraš na njih, pa s to ritualizacijo, to negacijo te misli, postane neka stvar. Potem postane nek strah, realen v narekovajih, ki se potem lahko pač nadaljuje in postaje neka redna stvar v zavesti.
vizualno definitivno se mi še zmeraj kar pozna ja, ta vpliv teh subkultur, pač ja, v bistvu že od majhnega sem nekako rastel skupaj s punkom pa z metalom. In še zmeraj ja, glasba je velik del mojega življenja, pač še zmeraj sem v različnih glasbenih projektih pa bendih. In se tudi ja, ta estetika definitivno se pozna tudi. V bistvu s tem projektom Swolz Magic je pa prvič, da sem zares združil zvok pa svojo umetniško produkcijo. Kljub temu, da sem ja, že od 13 leta v bistvu, no, brez prekinitve aktiven v glasbi tudi. Ne vem, zakaj se mi zdelo, da nekako sem zmeraj ločil, pač nekako na enak način sem delal. Pač karkoli delam zdaj za nek band ali pač nek glasbena stvar, ali je pač slika, video, karkoli, se mi zdi, da je na nek način isti proces, ne? Mislim, proces ustvarjanja seveda drugačen, ampak čist, kar se mentalnega procesa tiče, je pa občutek nekako isti, ne? Za ta dva videa daljša, ki sta, sem tudi naredil pa posnel zvočno podlago. Ja, se mi zdi, da sem kar nek močen preskok naredil pri sebi, no, da sem pač združil neke dve stvari, ki sem jih prej, kljub temu, da sem jih redno delal, so bile ločene, pa so se zdaj čisto organsko poklopile, ful lažje, kakor sem mislil, da bo šlo.